Živijo sem in pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes je tukaj z mano spet Sonja. Juja! In da smo se danes odločili posneti Ride or Die Makeup Tag. Torej makeup izziv, kjer bova probale v vsaki kategoriji pri makeup produktih povedati enega, ki je za naju najbolj pomemben oziroma brez katerega ne morva. Ok, kar se tiče celotne podlage, je zdaj to, zdaj pa gremo naprej na obrvi. Jaz bom tako rekla, zbrala sem v bistvu proizvod, ki spet, če bi ga mogla do konca življenja uporabljati samo enega za obrvi, bi bil to ta. Sicer uporabljam še barvice in podobno, je pa tole duo paletka v odtenku Brunet oziroma Zarjevo Laske od MAC-a. Prej, ko sem bila majčkeno svetlejša, sem uporabljala v kombinaciji, se pravi to svetlejšo senčko iz tele duo paletke in pa iz iste paletke za blondinke. Ampak ja, no, to je to, meni je ful dobra, tudi na strankah vedno uporabljam tole za obrvi in je to. Kar se pa tiče, bom zraven še povedala, ker smo želih pri obrveh, jaz uporabljam od Anastasia Beverly Hills, kako se reče, prozoren, brezbarven gel. Pač takole zgleda, mislim, se ni neki baš revolucionarenega, ampak meni je všeč, meni dobro zafiksira obrvi in tudi na strankah ga vedno uporabljam. Drži jih na mestu, dokler pač si ne sčistiš make-upa, tako da to je to. Super. Jaz sem ful zafelala vse to skupaj, tako sem par stvari pozabila. Ampak hvala Bogu imava s Katjo dosti podobnih stvari. Tako da jaz za obrvi uporabljam tole barvico, ne v tem odtenku. To je blond odtenek. Ja, no. Od Revlona Color Stay, ful so dobre. Meni so všeč, meni so tudi dobre. No pač, ko sem prej rekla, da če uporabljam barvico, je pač to tista, ki jo uporabljam. Sicer mi je ta zdaj presvetla, ker prej, ko sem bila svetlejša, sem jo uporabljala, tako da zdaj bi si mogla temnejšo jo tiskati, no. Res. Ampak ja, to, ful dobre. pa gel čez pa uporabljam od Essence Eyebrow Gel. Super je, čip je. To je to. Drugače pa tudi od Essence barvice za obrvi ful dobre. Pa ful ima dobre odtenke. Sploh za blondinke oziroma za rjavolaske, ki iščete hladen podton. Nač, gremo naprej na oči, ne? Ja. Ok. Zdaj, kar se tiče primerja za oči, jaz ga ne uporabljam, tako da bova ta del preskočile. Gremo na najljubšo paletko oziroma najljubše senčilo, kakorkoli. Moja, če spremljate moje videe, to neštetokrat sem že povedala, moja je pač zdaj, odkar je ven prišla tale Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance, se tudi vidi v bistvu po določenih barvah, koliko je že ljubljena, ne, recimo tole, pa tale, pa tukaj gor, pa tale, ki je v bistvu sploh ni več noter, tako da bo počas čas, da si nabavim novo oziroma vsaj samostojne senčke, te, ki so res že pač boge kupam. Tako da ja, no, če bi mogla samo eno do konca življenja uporabljati, bi bilo to po moje ta. Mi je pa še vedno všeč ful, sem se skoraj da mogla odločiti, kjer bom vzela zdaj za ta video od Makeup Revolutiona, tista s 35 senčkami. Mat so, ful mi je všeč, da so vse mat noter, ampak jaz dostikrat uporabljam v notranjih kotičkih vsaj neki zlatega oziroma tazga šampanjc barve. Tako da zaradi tega sem se odločila tudi za to. Je pa tista res tudi ful dobra. Pač videli ste jo zihar že v parih mojih videih, ker jo non-stop uporabljam, tako da. Jaz sem tudi skoraj to izbrala, ampak je iz istega razloga zato, ker so same mat noter. In jaz si pač tudi tako po veki rada kdaj shiny dam in zaradi tega mi ni všeč. Tako da sem drugo od Makeup Revolutiona vzela, ker sicer Katja ni največji fan tele. Ne. Meni stoji v predalu. Je tale Chocolate Rose Gold, v bistvu ni od Makeup Revolutiona, ampak je od I Heart Makeup. Sestrska, hčerinska firma, kakorkoli. Izbrala sem pa to zaradi tega, ker imaš pač kombinacijo, se pravi, shimmery pa mat. In dejansko lahko pač celoten eye makeup look narediš pač sam s to paletko. Meni je ful všeč. Ena shimmer je taka, da ima ful fallouta. Ampak, če s fiksiranim sprejem pa to, you can make it work. Tako da zadnje cajte, kar največ to uporabljam. No, mogoče ti mi jaz tudi kar moja dala, ker jaz se pač ne uporabljam. Mene ni prepričala, no. Sam kadarkoli se pa namažam z njo, me pa Katja vedno pohvali. Tako da, to pa res, to pa moram povedati, no. Mogoče zaradi tega, ker sem se jaz majčkeno razvadila, pa se ne potrudim toliko pri teh senčkah, kjer se moraš v bistvu, moraš malo več truda vložiti, pa malo več mogoče nanest, se potruditi, da pač pospričaš čopič z tem fiksiranim sprejem, da se malo bolj pozna in tako naprej. Jaz sem se malo polenila, no, polenila kakorkoli, pa uporabljam polo od Anastasia Beverly Hills.
Se pa pol na ceni to pozna. Ja, ampak v redu. Ok, gremo naprej. Eyeliner. Zdaj pa tako, ne. Glede na to, da jaz ne uporabljam na sebi eyelinerja, sem se odločila, da bom vam pokazala, kjer ga pač uporabljam na strankah in ga ne dam, oziroma ne dam, pač ne zamenjam ga za nič, ker je noro dober črn, pač toliko je črn, da z enim potegom lahko naredite vse. In to je seveda od Inglota, ta gel eyeliner. Vse, kar je pač rabite še zraven tega eyelinerja, je itak ok čopič, da ga nanesete. Pa v Inglotu se dobi ena taka steklenička, neke tekočine, imenuje se Duraline, ki jo morate v bistvu skoraj da morate zraven tega eyelinerja kupiti, ker se zelo hitro izsuši. Tista tekočina pa pač nanesete eno kapljico in se spol spet zmehča in pač pride taka lepa tekstura, da lahko v easy nanesete na oči. Tako da mene je prepričal predvsem zato, ker je, se pravim, ful temno črn, pač črn ni ono, da moraš trikrat iti čez, plus ne premakne se, ma ni šans, to ostane gor, še po moje, če bi da ni oljnat odstranjevalc make-upa, ga z navadnim ne dobite dol. Tako da meni je to všeč in pač jaz pri strankah to hočem, mislim, rabam to, zaradi tega, da se strankam karkoli ne razmaže, tako da go Inglot, res meni je res dobro. Tudi za pusta pa za Halloween pa vse vedno ona maže s tem. Ok, moj pa, jaz imam ful rada eyeliner, jaz živim za eyeliner. In ja, to je pač life. Čeprav zadnje cajte ga manj delam, ampak tako recimo, če gremo way back when v srednjo šolo, jaz nisem nosila pudra, nisem si delala obrvi, nisem imela šmink, nič. Edino stvar, ki sem imela, je bila eyeliner, winged eyeliner, pa maskara. Tako da, ja. Eyeliner life za Sonjo. Tako, in zadnjico bile s Katjo v DM-u in je ona kot darilo pri nakupu dobila ta eyeliner, ki na pogled zgleda kar neki, pa misliš si, pač ne bi ga recimo pobral iz... V lifeu, ampak to je magic. Magic od Maybellina, Master Precise Curvy. Prvič slišala, noben še ni govoril o tem, ampak presežem Katja. Že tako znam hiter eyeliner delati, ampak s tem pa... No, dobro. Evo, se splača z mano, kdaj v DM, kakaj kupam, pa polk je tazga dobim, kar jaz ne uporabljam. Definitivno. Hicam se. Ok, greva naprej na maskaro. Zdaj pa tako, ta maskara, itak, jaz jo v vsakem videu uporabljam. Sonjo sem prepričala, da si jo je kupila, čeprav je mini size, tole je manjša verzija, ker se sicer izredno hitro suši, ampak to je pač najboljša maskara ever. Mi dve obidve imava dosti kratke trepalnice in dosti ravne. In meni iskreno je to edina maskara, ki še karkoli naredi iz mojih trepalnic. Sicer ponavadi vedno dam umetne čez, ampak valjda rabam nekaj imeti na svojih trepalnicah, da vsaj se zabrišajo v umetne in pa seveda na spodnjih. Tako da to je Too Faced Better Than Sex. Moja stalnica zdaj že... pa odkar skupujem stvari v Sephori. Tako da vsaj ene dve leti skoraj ziharno, tako da ja. No, jaz jo pa, kaj, pol leta ali še malo več uporabljam, ker dejansko res naredi razliko. Res je dobra. Pač po moje je vse v tej pač... Vščetki. Drugač čistko, ne? Ja. Ok, Katja je itak nos pol trepalnice. Jaz ne vem, jaz nimam živcev za to, čeprav zdaj bom mogla jih imeti. Boste pa zvedeli zakaj. Ampak, jaz imam v bistvu, kako bi rekla, postopek maskare. Jaz pravim 3 maskare. Včasih sem jih tudi 4 do 5. Way back when. Ampak, tako da ta je med ljubšimi. Potem imam eno od Rimla, pa še Max Factor 2000 Calorie, ki to je tako old school, ampak dejansko je cool maskara. V bistvu si zadnjič v enem videu naredila temu zadnjemu make-up tutorialu. Točno to. Bom jaz v spodaj link pustila, pa si pete pogledat v bistvu njeno rutino, ki je posnela en tak make-up tutorial, pa boste videli tam, kjer je 3 maskare ona zmeša, da dobi pol ta efekt na trepalnicah. Mislim, za koga ni efekt, ne, ampak lej. Da imaš kratke pa ravne, se že vsaka minimalna razlika dobro pozna, ne. Točno. Ok, zdaj smo pa prišli do umetnih trepalnic in če ste gledali moj zadnji video, veste, da je Doroteja Primožič prišla zdaj uradno tudi ven svojo lastno znamko umetnih trepalnic. In seveda
sem tudi jaz zraven vključena nekje. Torej, če niste videli v prejšnjem videu, vam še enkrat povem, znotraj njene znamke Diamond Lashes sem tudi jaz prispevala nekaj svojega. Naredila sem v bistvu skupaj v sodelovanju z Dorotejo svoj model trepalnic in takole izgleda. To je tako, zdaj boš ful efektov dati. Ok, v glavnem pač ja, to je moj model trepalnic in kakšna make-up artistka in blogerka in vlogerka bi bila, če pač ne bi bile to moje najljubše. Sploh pa, kakšen človek bi šel v neko sodelovanje, če ne bi dal vse, kar ima, vse svoje želje, ne občutke, ampak vse pač, kar je njemu všeč v en tak produkt. Tako da, to so moje trepalnice, če me boste kje, dobro, danes jih recimo nimam gor, ampak točno zaradi tega, da vam jih lahko takole pokažem lepo. Hvala sem pač reči, da sem ful ponosna in pač ful vesela, da smo končno to dali uradno ven. Trepalnice bojo kmalu na voljo na uradni spletni strani za naročiti. V spodnji bom spustila pač vse linke, ki jih lahko najdete, Instagram in tako naprej. Sonja ima pa zdaj v bistvu en drug model teh trepalnic za pokazati. Smo jih pa v bistvu zbrali med temi 8, ki bodo lansirani zdaj v kratkem. Prvih 8 modelov sem jaz v bistvu zbrala take, ki bojo na njeno oko najbolj pasale. Tako da izgledajo majčken bolj natur, oziroma neka srednja varianta, bi jaz rekla, moje so tiste res ekstra dramatične. Potem so neki tazga, ki jih bo Sonja imela in potem je pa še tretji stil, ki so pa res tiste dnevne natur, tako da boste vse punce lahko najdli nekaj zase. Lahko tudi fantje, če hočete. Kaj pa veš, mogoče jih pa nosijo. Točno to, you do you. Ja. Ok, to je to glede trepalnic. Ne, jaz bom še nekaj povedala. Jaz bom še povedala, da sem tako ponosna na našo Katjo. Res, pač to so tako full big deal stvari in tako, ko si v temu, mogoče včasih kar malo pozabiš, koliko je to big deal, ampak ne, pač bodimo realni, v Sloveniji smo, pač to so ful veliki dosežki in bravo, Katja! Hvala. V glavnem punce, ne pozabite iti spremljati Instagram profila Diamond Lashes, pa valjda na uradno spletno stran, ker zaenkrat piše sicer coming soon, ampak to bo res zelo kmalu v prodaji in jaz sam upam, da se nam ne bo zgodil, da bo out of stock takoj. Ja, to se bo zgodil, valjda. Bomo naredili za dost veliko zalogo, upam, če pa ne, pa pač bojo trepalnice seveda čim prej nazaj online. Tako da, ok. To je to, kar se trepalnic tiče. In zdaj je glede oči sva zaključila v bistvu. Zdaj greva samo še na ustnice. Tako. Zdaj so 3 kategorije pri ustnicah, torej lip liner oziroma črtalo za ustnice, šminka in pa lip gloss. Zdaj tako, jaz glede na to, da lip glossa sploh ne uporabljam, jaz imam enostavno najrajš mat oziroma semi-mat šminke, sem se odločila, da bom namesto lip glossa uporabila oziroma povedala še eno šminko, tako da bom majčkeno zgolfala. Pa bom začela zdaj pri lip linerju. Moj najljubši je od MAC-a Strip Down, to je tak temno rjavkast lip liner, ampak mi je všeč zaradi tega, ker dam ponavadi potem čez teli 2 šminki isto od MAC-a. Ena je na novo, zdaj sem jo začela v bistvu uporabljati, ampak mi je toliko všeč, da je pač ne dam stran. In kadarkoli grem ven, ali pa recimo takole, ko sem danes namazana, ko imamo take videe, kjer se samo govori, je to šminka Yash od MAC-a seveda. Potem dam pa čez še šminko v odtenku Shy Girl in jo v bistvu dodam samo po sredini, da mi naredi en tak ombre efekt. Torej temen lip liner, potem ta mat šminka Yash, ki je nekaj srednje temna rjava, potem pa ta šminka Shy Girl, ki pa naredi en tak ombre efekt na ustnicah, kar je meni tako všeč. Tako da te 3 stvari ponavadi letijo na moja usta, kadar je treba se zrihtati, no tako. Se pravi, skratka, moja all time favorite šminka je od MAC-a Ruby Woo. Ampak je zadnje cajte ne nosim več toliko, odkar so prišle šminke v takem stilu. Tekoče pač. Tekoče šminke. Plus, da zdaj je itak bolj pomlad poletje, pa to pa nisem več toliko v tem red vibe, razen če grem kam zmočervala. Tako da, za šminko bomo rekli, da je tale od Catrice Velvet Matte Lip Cream. Ok, v katerem odtenku? A ti ga piše? Tle gor. New York Spice. New York Spice. Pač to je tak perfect nude v bistvu zame. Pa lip glossi so pa to moji all time favorite in ko so jih na Cake to Chic mi znižale, sem pač pokupila vse. Tako zdaj jih imam 6.
Zaloga. Ja. In to so teli od Revlona Color Stay. In ful lahko dober teh večkrat, kakor si ga naneseš, ti potem dejansko pač obarva ustence. Se pravi, temnejši, kakor pol je odtenk, bolj tudi pride do izraza. Pa ful je dober feeling, tako imaš feeling, da ti hidrira ustence. Ni uno popast, to sovražam preprosti. Ne, res, pač ful mi je všeč, ta je pa v odtenku Kane's Crush. Ok, zdaj pa še zadnji korak in to je seveda fiksirni oziroma setting spray. Zdaj tako, jaz ponavadi na sebe uporabim dva. Najprej si nanesem MAC-ov Fix Plus, ampak ker to pač ni dejanski fiksirni spray, je v bistvu samo spray, ki ti navlaži kožo, ki v bistvu poveže vse suhe produkte na koži v neko celoto, lepo ti pač razporedi produkte in tako naprej. Sem se za dejanski fiksirni spray odločila za tegale, tole je Urban Decay All Nighter Setting Spray oziroma fiksirni spray. Meni je to top. Pač jaz vam ne znam povedati, koliko meni to drugače res razliko naredi in tudi stranke dostkrat opazijo razliko, pač če si recimo same naredijo make-up, pa si ga znajo dejansko narediti, ali pa potem, ko jim ga jaz naredim, pa jim dam še to pač čez. Zdaj tako bom rekla, eni ne verjamejo v te fiksirne spreje, jaz totalno verjamem, pač ker sama vidim tudi razliko, recimo po 3 urah, kako mi make-up zgleda, če nimam tega gor, oziroma če nisem dala spreja čez, ali pa če si ga pošpricam. Ne rabite veliko, 2-3 šprice dovolj in je to to. Se strinjam popolnoma in kadarkoli mi Katja dela make-up, me s tem pošprica. Jaz zaenkrat si še ne moram najti dovolj razlogov v glavi, da bi si dejansko kupila to. Pač Katja je make-up artist, ona ima stranke, pač bo dala to gnarja za to. Pač ne moram. Tako da jaz imam kombinacijo dveh isto kot ti. Ker dejansko se mi zdi, da ko najprej z neko vodico se pošpricaš, res naredi ta efekt, da nekako zblenda vse v tvojo kožo. Meni se zdi, da je nora razlika. Jaz, če sem brez tega, mi je kar čuden. Ful se pozna razlika. Tako da jaz uporabljam za to od Aven termalno vodico. Ker jo imam že tako za druge stvari uporabljam in pa jo uporabljam še za to. Pa za prav setting spray pa uporabljam od Essence Stay Matte ali All Time Matte. Ne vem, neki matte. Upravljam ta nek matte setting spray. Je cool. To je to za ta video. Jaz upam, da ste ugotovili oziroma da ste zvedeli tiste najne it produkte. Če kjer ga od teh uporabljate, pustite v komentarju spodaj, kjer je tist skupen produkt, zakaj je vam všeč, oziroma če imate mogoče kjer je svoje it produkte, ki bi jih želeli mogoče deliti z nama oziroma z vsemi ostalimi, ki bojo gledali ta video, tudi to napišite v spodaj v komentarjih. Ne pozabite lajkati videa, ne pozabite se naročiti na moj in na Sonjin kanal, bom vse v spodaj v infoboxu pustila tako kot vedno. In to je to. Hvala, da ste bili z nama, se gledamo naslednjič. Čau!